Aha, devate že smreče gar, super. Drugače boš, če je od te. Nekam kobelno. A mislim, da moramo mi pokriti tu. Ja, pa pomagaj. Mi smo gitari. A možete ti že mami to delo v trebuhu? Ja? Ja, dobro, no, pol si sam sebe naredi. Ja, vem, ja. Perfect! E, ti pokaži dve kroglice. Čekaj, ne. Pokaži dve kroglice. Ali kamo si šel? Ne, samo pokaži dve kroglice. Ne skupaj daj. Dve kroglice bi skupaj. Plastik, fantastik! Leon, ti si bil vodja prve skupine, a ne? Kako vam je šlo? Jaz mislim, da smo slabši od drugih. Oni ste se vse čas igrali, dobesedno. Ja, bivak je... Izgleda... Torej, Leon, si bil vodja prve skupine? Ja, jaz sem bil vodja prve skupine. Mi nismo glih preveč dobro naredili, mislim, da smo slabši od druge skupine. Ampak zdaj se bo izkazal, če smo res slabši. No, bomo videli. Zdaj zlijemo liter in pol vode po bivaku. Da ste pripravljeni? Ja. Na resnico. Trenutek, res. Oj, Mari! Še malo. Še dve. Pa vi me po glavi me to vse lite. Na sredino morate. Oj, ne! Zasluži si, ker ni neč delal. Če da nismo mogli, če je to v našem šlo k vam, ni nas bilo več. Tvoja rdeča, evo, ta je tvoja, ta je pa tvoja. In kako je, bil duš dober? Jaz zelo hladen. Zasluži. No, pridi ven, da vidimo, koliko si zdaj moker. V bistvu umažen. Ugrabila te je veja. Ja, dober TV je bil, ej. Oj, zdaj še to. Evo, obrni se. No, pokaži rič zdaj. Čist mokar. Čist moker. Ti, kdo je bil pri vas vodja? Ijan. Ok, kaj vam je šlo? Dobro. Ja? Ste zadovoljni? Ja. Ok, torej, preizkus. Gremo. Še tuš prihaja. Ne, samo ne. Ja, češ malo. Ja, češ malo. Ena flaška šla mimo. Mogoče bomo zmagali. Ne bote, ne. Ne, pej steče. Ja, ful steče. Imaš še to vodo? Smo pijan. Ej, da ni slaba voda. Ej, še! Ej! Ja, kad to je bila majhna flaška, ti smo se imeli večjo. To je bila 500 mililitarska. Kaj jaz? Ja. Kaj si ti deliš tisto botko? Kaj, noč? A jaz sam nočio. Ja, kad je bila ful velika uvrš. O moj Bog, ne. Ok, prideš ven? Oni so mi bili mokri. Ne, pa ne, ker mi smo imeli še odprej, je bilo po tleh mokro, tako da spredi se Obrni prej se. testirali, tako da spredi se ne šteje. Ej, mi tu smo testirali. Kaži, rič. Ne me dati Kdo je zmagal? Ok, Kdo je zmagal? čakaj, dajmo primerjavo še narediti. Ja, pa če ima belo majico in hlače. Fair. Se ne vidim nič. Ja, res ni fair. Čaki, samo malo. On je čist mokar. Mira, kaj praviš? Čakaj, da si flašku, prosim, da vidimo. Ja, Pa ti se posuši. Ja, to pa je dober trikič, ko so si dali bele hlače.
Poslušaj se že, ni fair. Ja, ampak neodločilno. 5 minut nazaj. Neodločilno. Aha, ja 5 minut, a ne 2 minuti ali pa 3. 5. Kje je bolj teklo? Jaz nisem videla, kako je teklo dol. Kje je bolj teklo po vas? Kaj pa ti praviš? Meni se zdi, da je bilo tam slabše. Jaz mislim, da je tam tudi bolj teklo. Ja. Okej. Druga skupina zmagala, prva pobiva posodo. Kako ste? Ste v redu? Ja, Boste pozdravili oče pa mamice? živijo oči. Živijo? In mami. In mami? No, kar pite mimo, da vas pokažemo, da ste še vsi celi, zdravi. A ste v redu? Živijo. Kako se imamo? A se imamo dobro? Super. Ajde, gremo. Kam gremo? Ja, končno, a ne? No, važi, gremo. Mi gremo na jezero. Kar gremo. Kar gremo. Tukaj piše Sveti Miklavž za Sveti Barko. Živijo. Aha, parca pripravljena. A ne? Super. Kar tukaj gor, navpično gor do gozda. Kar gor navpično, kar gor. Tam, ko so one kolesnice od avta. Na vrhu počakaj. Kar pejte tamle počakajte. Jezero. A je naporno? Malo? Drsi, a ne malo? Aha, ok, hvala, kar se drži ga. Haha, ko si šla v papučah. Super. Vse kar gre. Veveričke. Živijo. Kako, Andrej? Dobar. O, mlada poročenka. Počasi, kolegica, počasi, počasi. Tako. Živijo, živijo. Kako, gospod? V redu. A? Si v živu? Ja. Super. Še nekdo. Čez drni strn. Pošlo mentorca? Če ne pa po 4, veš? Kar po 4, če ne gre drugače. Ne se bat rokice umazati. Bravo, bravo. O, mlada poročenec. Zmatran. Od samega lepega, ali kako?
A gre? No, super. Pojdimo. Kar gremo, hodi. To je medved naredil. To je medved naredil. O moj bog, se kaj pa? Kaj bi rekla? Kaj Če dobro pogledamo, kaj vidimo? Kdo živi tukaj noter? Luknje od lubadarjev. Ne? Prasko se je. Ne. Mravljišče je noter v lesu, a ne? In medved to zobmi tre in išče ličinke mravelj. In jih je z jezikom, jih pač pobira, a ne? To sem tudi videla. Tako. Zakaj pač teh ne je, pa si predstavlja, da so Ker ličinke niso še zrele, veš? Ko so to reke, Drnulje so to. Drnulje. Na kobilico. Ampak niso še zrele. Tako. No, gremo. No, tukaj vidimo tudi en primer štora, ki ga je medved odprl in iskal ličinke mravelja. Vidite, kako je preluknjen štor. To je bilo nedavno. Ja, res je, ni dolg nazaj. Je še dosti sveže videti, ja, res je. Zelo dobro opazuješ, Andrej. Super. Ja. Haka, a? Haka, ne? Bravo. Ej, umirite se, počasi. Odloži palico. Gremo. A luštna pota, ne? Ker ni prevroče zdajle. Kaj rečete? Dobro, ne? A? Zdaj je tako Super. boljše, kot pa naprej, ker ni pol sonca, pa zdaj smo šli večinoma tak sam na dol. Tako, Pa ja. tisto tudi, ko smo šli na gor, je bilo manj scary iti gor, ko pa dol, ker je manj verjetno, da tak padeš, pa te še bolj dol odnese. Tako je. Ali se ta video bi objavil, če bi nas zdaj medved napadel? Seveda. Jaz nič ne skrivam. Kaj, če ne pridemo ven? Ma kako nas bo zdaj medved najdel, človek božji? Toliko smo glasni, ma da nas ne bo noben medved čakal. Res ne. Res. Če nas hoče, nas bo najdel. Samo mi njemu nismo plen, veš? Tako da, lej te sledi. Lej, tukaj imamo jelena, a ne? To je jelen. Ja, tata večja jelenova. Pa še v crne bom kakšno Tukaj najdel. pa. Bravo, to je po crne. Tako, odlično. Kaj pa je ta učitelj, ki je kar nekaj narisan? To? Kaj je tako kar? A to pa razpokojena zemlja, le. Kole jih vidiš? Ja. Ko se malo pod kotom pogledaš. Pa svetlobo je fajn imeti od zadaj, pa boljš vidimo pol sledi, a veš. Če imamo sonce iz hrbta, recimo, ne, se ful boljš sledi vidijo. Najbolj se vidi, če veš, kje so. Kaj? Najbolj se vidi, če veš, kje so. Ja, če veš. Moraš pa, če ne veš, jih pa pač probaš najdeti ali pa jih poiščeš. Pa če jih najdeš, pa veš po sledeh, kaj tam hodi, ne. Je tako smiselno. To bo pa en kar dolg video. Zdaj pa prišel čas, da vam še o medvedu na hitrico par stvari pomembnih povem. Na dolgo in široko se bomo o medvedu pogovarjali v petek, ampak zdaj pa je bilo pa toliko enih vprašanj, kaj če srečamo medveda, kaj vidimo tukaj. In je pomembno, da veste, da je medved od druge svetovne vojne do danes v 80 letih v Sloveniji ubil 3 ljudi. Se ti zdi dosti? Vsak je preveč, absolutno se strinjam z vama, vendar, a se strinjate s tem, da je kolo bolj nevarno, da jih je več kolecom umrlo v vseh teh 80 letih? Da se jih je več ponesrečal z letalom? Da jih je več strela po moje tudi ubila? Ne vem, nisem preveril, ampak vem, da jih je poškodovala 16 planincev pred 3 leti na Malem Triglavu. Kako je pa mreža potem v telesu, ko ti streli pred osebom? Jaz sem doživel udarec strele zelo blizu mene, ki je razklalo en port v Ankaranu. Preden se je to zgodilo, vam povem, pol minute pred tem so meni začeli lasje, pa jih sploh nisem imel, ali pa zelo kratke, so mi šli po konc, dlake so mi šle po konc, to se je tako naelektrilo ozračje, da vam ne znam povedati.
začutiš, ne znam povedati, eno brnenje, da se nekaj narašča, čez dalje Napetost. Kaj? Napetost narašča. Ja. Elektrolidi se skupaj vežejo. Ja. Mogoče kino. Se zbirajo in potem vemo, da pač strela išče avtocesto do zemlje, ne? Torej, da najhitrejšo... Najbližjo privlačno točko. Ja, tako. Ok. Torej, kako mislite, da ravnamo, ko srečamo medveda? Kakšno je vaše mnenje zdaj na začetku? Tisti, ki veste, prosim, novi. Ja, jaz sem nov. Ja, povej. Se umakneš, za stvari daš nazaj, narediš par korakov nazaj, se ne približuješ, pač to. Kako, če sem jaz medved, boš ti pokazal to, prosim? Gleda klop. Daj ga sem. Daj ga Dva sem vlihkar en miš. Ja, zelo ti ga ubija, ne? Se nisi na špricu, se vem. Mene tako tak ne mara. Prav, jaz sem medo, ne? In grem kaj. Malo prehiter sem rekel, jaz imam to. Dam stran in se hočem. Stav. Ne, da si mrtvega. Jaz imam klopo. Ali pa sem bežiš po hribu dol, stukar po Tole, kar je kolega zdaj pokazal, je fantastičen primer, kako se pravilno ravna. Fantastično si to pokazal. Kdo te je to naučil? Prosim? Jaz sem ga to naučila. Resno? Njegova sestra. Ne. Nisi. Ja, jaz sem ga naučila. Ok, Ona malo prireja. zakaj mislite, da je to, kar je kolega pokazal, zelo pametno? Zato, ker pa še medved. Njega napadeš, če se mu boš mi podariti malo. Meni se zdi, da tega boš medvedu pokazati, da ne misliš, da si boljši. Ne, da nisi nevaren. Ja, da nisi nevaren. Specialc si že veš vse, bi mogel vedeti. Mogoče stukar ve, da ga ne boš napadel in ne boš nič naredil. Zakaj? Ker ugotovi, da nimaš on napada sam sebe. Ena ključna stvar je, in to so naše Delaš oči. počas. To so naše oči. Ko on vidi naše oči, ve, da smo predatorji. Kaj pomeni predator? Zver. Kdo tako uči? Volk, lisica, mačka, ris, kuna, spodlasica, jazbec in tako naprej. To so vse zveri. Ja? Vse živali, ki so pa plen, imajo pa oči na strani. Srna, jelen, Medved. ptice, Gozdni jože. Prej sem rekla medved. Ne, gozdni jože je predator. Prej sem rekla Gozdni jože. tako oči kamija. Ne? Baka. Je predator, je zver. Dokler vidi on naše oči, ima do nas straho spoštovanje. Če mu mi obrnemo hrbet oziroma omaknemo naše oči v stran, da jih on več ne vidi in nas bo napadla takoj. Napadla. Ona. medvedka. Medved ne napada. Sam, če obližuje Sam medvediča. se vas bo umaknil, ker se vas 10-krat bolj boji kot vi njih. Ja, pa ona te bo napadla tudi, če so mladiči zraven, pa če gre mladič zraven tebe, da se ga dotikaš kaj. Ne smeš se ga nič dotikati, če se le da. En fant sem slišal vidiš zgodbo, mladiča. ker sem bil jaz majhen. Sem slišal zgodbo, da je prišel en medvedek do njega, mladič, in je bil tako pameten, da ga je ugriznil v uho. Zdaj, a je to zmišljotina ali ne? Medveda ali... Medvedka, ta majhnega, mladička, da je začel cviliti pa bežati stran od njega. Da je... Kdo je koga ugriznil? Fantek tega mladiča. Da je odgnal mladiča stran, da je šla mama medvedka za mladičem potem, a ne, logično. Jaz sem ga najprej napustil, da sem ga sam pustil. Pa tu, če mu ti tako daš torbo, ne? Ej, ugrizne ga v ušesu, pa ne gre unga. Mu gre za otroka. Imaš cel v ušesu. Zelo dobro razmišljaš, točno tako, samo malo pozornosti, pa gremo pol naprej. Zelo pomembno je, da je prva stvar, če ste vi medvedi, počepim dol, ker da ne vidite, da vidite vsi. Če ste vi medvedi, se jaz obrnem bočno na vas, ker sem tako ožji kot tako. Drži? Ja. Če se obrnem tako, sem ožji kot tako. Povej, kolega. A
Nikoli, če božeš mladička od medveda, ga bo pol mafija vrgla. Verjem, da ga ne boš imel priložnosti tako pobožati, ker bo prej mami znorela. Kaj pa če si To je primačka, ker če se obarnaš, ko si isto, kar če A pa če imaš še hujš. V glavnem, oči so naše zaščita. Ja. A potem moraš nazaj hoditi. Tako je, nikoli mu ne obračate hrbta. Nikoli mu ne obračate hrbta. Se pravi, prva stvar, če vas zagledam, recimo, da je primer, da gre medved po tej strani gor, mi pa po tej strani hriba. Ne? In se gor proti vrhu nekje srečamo, veter pa tako pika v to smer. Ne moramo ga Ne, on ne zazna. Ne more, ker gre A ja von ne, ja tako. tako gre, ja. Recimo, Zaradi ne? tega se lahko pol tudi. Zato se pa to zgodi, če mi ne opozorimo. Ali pa karkoli. A ne? To je enako, kot če bi jaz prišel k vam o polnoči v vašo spalnico, v vašo sobo, pa rekel, Živa, kako si? Mislim, da je strašno ful. A bi bilo lušten? Ne bi bilo lušten. Pa se lahko 100 let poznamo, ne? Nima Ali drži, prosim? A veste, da oru za Tikava se. Prosim. oru vid, igelce, ko pade na tla, nekaj sred gozda, jelen jo sliš, medved pa zavoha. Res. Ali nekaj tako. Ja, zelo dobro si povedala. To smo še. Medved zavoha kadaver poginule živali na 2 km. Rjavi medved. Kako ga dodalaš? 2 km. Polarni medved tjulnja zavoha na 30 km. Kaj? Ampak tam ni blokov, pa hiš, pa gozdova. Vseeno. Torej tjulnov von gre po ledu z vetrom in ga pač je sposoben na 30 km zaznati ta von. Res je zelo dobro voha, zelo slabo vidi. Ampak vidiš, A ni tako, da če ga nočete te medved, pač tako zazna, da se moraš nekaj skrivati. Da se vzame nekaj. Nočeš se mu skrivati. Nočeš iti tako, čez gozd. ne. Če se da, če priješ čez tako goščo, pa če moraš čez to grmovje, sred belega dne, recimo običajno, ne, lahko medved not počiva. Kaj naredim? Ej, jaz sem. Tvoja večerja. Ja, in greš. In greš in vse, kar je normalno, se ti bo umaknilo. Ne, zapiješ večerje, Ja, Samo postrežna. okej. Prej je kolega lepo nakazal, je pustil ružak dol, jaz bom zdaj pokazal, recimo, pustim to flašo, ne? Recimo se umikam od medveda stran in mu prigovarjam, lej Medo, medvedka, jaz sem prišel sam po borovnice, po jurčke, po ne vem kaj, ne? A pa če jih on hoče pojesti. Jaz govorim, razen če prijete vi povedati. A lahko povem? Sprav mu prigovarjate vaš čas, zato da on razume, da ste vi človek. In če se bo približala proti meni, se bo ustavila kje? Ja, Zakaj? preusmer pozornost. Tako, in jaz sem kaj s tem dobil? Možno je, da lahko uidete. Se pravi, če so bile na začetku tako skupaj, so potem. Večeš razdaljo, varnostno. In če se zgodi, da gre od tega proti meni, Imate več časa, da se umaknete. kam? Stran. Če gre od tega proti meni, od flaše proti meni, Še kaj odložite? Okay. si me dobro razumel. A ja, če greš Kaj se zgodi, ko gre medved proti tebi od flaše tvoje, ki si pustil na tleh proti tebi, kaj pol narediš? Staviš se. Ustaviš? poljugaš se na tla. Pokakaš. Že nekaj po tleh spustiš, ko greš pol nazaj. Delaš še. Že nekaj po tleh spustiš. Ne, dela se velikega, več kot... Prneš pa ga pa umameš. Pravijo, da je treba zelo paziti, da zmeraj medveda srečeš en korak v stran, stopite pa pol šele nazaj. Da ne stopite svoj lasten kakat. Wow. Kaj ga zagledaš, se pokakaš, in ko greš nazaj, pol kakat pohodeš, a veš? Ta je dobra. A je dobra? A? Se pravi, en korak v levo, po desno, pa pol nazaj. Kaj bo se že prej? Pa se hecam. A smo še tukaj? Ja.
Kaj se zgodi, ko medved nadaljuje, pa gremo pa naprej do tabora? Kaj pravite? Pride do lažnega napada. Šef, boš ti že vse veš? A že vse veš? Kaj je lažni napad? Ime pove. Da ne napade zares, da te preizkuša nekaj. Da odstrašite. Te napade sem ne... Ne, sam kolega sprašujem, če se sledi. Jaz sem kriva, kam je nekaj razlagal, ne? Voda je lavo, da pa če. No, tako. Poslušajte oba, ker je to zelo pomembno. Če se medved od tega predmeta približa proti meni, pomeni, da bo izvedla lažni napad. Lažni napad izgleda tako, da medvedka priteče do tebe, se dvigne na zadnje tace in šapama en meter pred tabo udari v tla. Da malo potrese naredi. Ti drek uriti zmrzne izgleda. To je njen namen. In pravi pregovor angleški. If they're brown, lay down. If they're black, fight back. If they're white, good night. Prav pri belem nimate šans, pri črnem, ki ne živi pri nas, živi v Kanadi in Aljaski, ga morate vi prebutati, če ne bo on var. Jo, to je rasistično. Ja, pri belmu pustiš, da te ubije, črnega pa pretep. To je rasistično. Ne, ker ni v slabem smislu. Glej, jaz ti samo govorim, da hočeš preživeti. Ne razmišljaj o tem, ker se ne gre o tem, ali je Pri raztesnično ali belmu ni. lahko pridem, imaš good night, lahko probaš. Ne moreš nič. On je Bravo, Roka. trikrat težji od tega rjavga. A ti misliš, da bi jaz brez boja bil? Večni optimist. Ja, A? Care. Veš, vsako roko po enega, ne? revolver. Ja, ne veš, kva? Za vse. Ok, prosim. Škoda mu daš. Rjavi medved, se pa kar piše, if it's brown, lay down, ko pa se pač umiriš, pa se počasi sam začneš še več. Naj, takrat, ko medvedka naredi lažni napad, tep noge vzame. 100% se boš spustila dol. Kaj narediš na tleh? Zaščite si vratne žile, ja? S komolci prstni koš in z nogami torej trebušno votlino. V fetus gremo, v zarodek. Ja? Tako. Ne, v bistvu na tla pa noge skupaj pa ob telo, ne? Čist skupaj. Ne na bok. Ne boš. Ne boš. Pa noge skupaj, tako. Ne gre skupaj. Kaj pa če ne greš na tla? Pa a ni to tako res, da... Verjem, da bo šel. Ampak, a ni tudi res, da če je dol dolina, da lahko če laufaš dol, da on se ne more... Ne, to je mič. Ne boste mučili nikoli. Ker on lahko leza, plava... Pleza, plava, teče 60 na uro, ga ni človeka, ki je to hiter. Na kratke proge. A ni na kratke proge sprašujem. Nikoli se ne delite pred medvedom velizga, ki vas bo takoj zapopadil. Jaz to, ker si mu ti nekdo, ki bi tekmec. Pa si mu tekmec. Ne tekmec, ampak grožnja. Sovražnik. Za mladiče ni nesi. Mladiči, ona ve, da se mladiči ne znajo braniti, razumeš, da so še vsi malo otroči, ne? Kaj pa če se mladička ne sabo zame? Kaj pa če imaš slabo šlo? Vodko je daš za provo. Ja, izzivaš jo, da prije zraven tebe. Ne pusteš jo. A lahko, fantje, bomo zdaj končali v medvedu, ker je koncentracija že padla, gremo na večerjo, ja? Ja. A prav? A vemo zdaj, kaj treba narediti? Ja. A zdaj veste, kaj treba narediti, če srečamo medveda? Pomagam se. Kaj pa, če se medved premakne tako, pol krogu? Gledaš v oči. Kaj? Ne. Se ti Ja, Obratno, si povedala, aha, ona povej. Mislim, da je ona povedala. Ja, če se on začne tako obračati, recimo od odzadi, se tudi ti z njim, da ga potem gledaš tudi v oči. Zato, ker ti ne smeš... ne smeš ga direkt gledati v oči, tako kot ti zdaj mene gledaš, ampak gledaš recimo, tako kot jaz pred tebe, gledam v tla
In tebe vidim, kje stojiš, vidim, kaj počneš, a greš v stran od mene, kakorkoli. Zakaj to vidimo? Če date si roke tako. Zaradi prefernega videa. Tako. In imamo zelo širok zorni kot našega vida. In če boste takole s prst potegnili pa pomahali, boste videli, da vidite obe vaši roki. Gledate pa naravnost. A vidite, kaj obe plešete tam v strani, ne? Jaz jih ne Malo, morem pač čisto. kakor kdo. A ne? Sprav, skoraj 180 stopinski vidni kot imamo. A ne? In to je to. Torej, če bi se medved pomaknil v to smer, se jaz z njim bočno na njega, a ne, pomikam ves čas. Zato, da si čim manj. Kaj pomaga, če si bolj šel? Ja, ker mene ena kapica. Kapam je na roke. Pripravi se za odhod. Ena kapljica je padla name, Name dve. a nate dve. O, hvala Bogu.